Zdaj pa čutim, da je verjetno to, ne. Čutim, da sem na pravem mestu. Jaz sem lahko prišel na resor kmetijstva kot neobremenjeni menedžer, ki ve, kaj so manjki, ki ve, kakšni so trendi, ki ve, kaj so grožnje in ki ve, kakšna je vizija. Jaz želim enkrat, vsaj en dan na 2 meseca v svojem mandatu, dokler pač bom na tej odgovornosti, oddelati na različnih kmetijah. Janez Cigler Kralj, novi kmetijski minister, dobrodošli. Hvala za vabilo. Dobrih 25 dni je od začetka in mi smo vam dali 100 dni počitka za priprave, za kar smo še posebej hvaležni, ker bi vas predvsem radi predstavili tudi kot človeka, ki prevzema pomemben sektor v Sloveniji. In vi niste novinec, ne? Ja, s tem dodatkom, da malo bomo vseeno šli v kmetijske tematike, tiste take tafrišne, ker ste imeli že kar razburkan začetek mandata. Ja, v bistvu že, najprej hvala za vabilo. Drugič, da začenjam že kar malo razmišljati, kaj mi takle, bom rekel, najvišji sporoča, ne? Da vsakič, ko prevzamemo, so neke preizkušnje. Ne? To je kar, lahko rečem, po eni strani zahtevno, po drugi strani je pa močno poslanstvo pač biti z ljudmi tudi v težki situaciji. Ne? Mislim, in tako ste to doživeli? Ja, takoj. Leta 20 smo takoj, v bistvu z dnem razglasitve epidemije COVID-a smo prevzeli, ne? Leta 20, zdaj pa takoj že vremenske ujme in še doma, ja. Še tudi doma pravzaprav smo fasali, ne? Na hiši, okrog nas je pa itak opustošenje, no? Je kar prizadeta in naša domača vas, Klanec, in sosedne 3 vasi, Breg, Nasovče, pa tam Zalog pri Cerkljah, no. Pa da ne govorimo o Podravju, ne, in ostalih predelih, kjer so tudi bili deležni teh ujm. Tako da, takoj se je bilo treba odzvati, a ja pa še, včeraj sem bil pa še pri kmetiji Bukovnik, ki je pa doživela, bomo rekli, zelo hudo nesrečo, ne, zaradi udara strele. In to, a veste, nekaj tednov po prenosu na mladega prevzemnika. Ne. Tako da, začetki so včasih lahko težki, pa polni preizkušenj, ampak na drugi strani sem videl tudi gor pri njih, no, neko upanje in odločenost, da jih to ne bo ustavilo. In potem, če te že na začetku neki takle, bi rekel, ena preizkušnja prekali, si po moje močnejši, pa bolj vztrajen še naprej. Ne. Se treba vedeti, to so Bukovniki, ne? To je najvišja ležeča kmetija v Sloveniji. 1327 metrov. Tako. Ja. In to je dejansko, mislim, če živiš ti v takih razmerah, tu moraš biti trden. Močen človek. Jaz sem jih včeraj osebno prvič spoznal in so seveda pretreseni, tudi solze so bile pri vseh, ampak hkrati sem pa videl, da jim je veliko pomenilo, da smo se zelo hitro odzvali, pa ne toliko samo mi iz vlade, ne? Ampak sosedje. A veste, da so nas na tistem pogorišču gor, so nas pogostili včeraj. Mi nismo nič pričakovali in kar naenkrat je bila tam hrana na mizi in to dobra hrana in vse in potem si rečeš, wow, a ne. Res znamenje upanja, ne? Ja, no. Oni želijo tam gor ostati in potem je mama od mladega prevzemnika je prinesla čisto na koncu še sirnek, a poznata sirnek. Sirnek je fermentirana skuta, jaz nisem poznal tega, še slišal sem prvič, ne. Na Koroškem se veliko je skuta z bučnim oljem, eni dajo gor še papriko v prahu, ne. In se pol to je, tako okrog se da čebula, ampak sirneka pa res nikoli nisem še niti slišal, niti jedel in ga je pol prinesla in sem videl, da je to pri njih kot en tak ponos gospodinje, ne. In je prinesla takle, mi je bilo všeč, enih 5 žličk, 6 in smo jedli takle vsak svoje strani in sem videl, da niso obupali, no. To, ne. Če to naveževa na vaše poslanstvo, ki ste ga prej omenil,
kakšni so bili te občutki, ko ste tako hitro začutil ljudi, tako hitro padel v dogajanje in se verjetno zelo hitro spet vprašal, kakšno je moje poslanstvo meni kot politika? Ja, svoje poslanstvo pravzaprav se mi zdi, da iščemo. Jaz sem ga iskal kar, lahko rečem, 40-letno svojega življenja. Zdajle sem 47, v 48. Zdajle pa čutim, da je verjetno to, ne. Čutim, da sem na pravem mestu. Sem to že večkrat čutil. Prvo sem začutil, mislim, to govorim o poklicnem poslanstvu, ne. Osebno poslanstvo sem začutil kar dosti prej. Že nekje tam v 30-ih, predno sem dopolnil 30 leta, ne. To sem začutil, saj sem imel že celo življenje hrepenenje po tem, da bi spoznal ženo, s katero bi bil celo življenje in da bi imela veliko otrok. Jaz sem si vedno želel 7 otrok. Ok, ena so želje, pol druga je realnost in smo pri 4 in je čudovito. Tako da to poslanstvo, tam sem res izpolnjen. No. Sem res izpolnjen. To poklicno poslanstvo pa moram priznati, da sem dlje iskal. Ne. Ker res nisem čutil čist vedno, kako bi temu rekel, purpose rečejo angleško, ne? Zakaj sem jaz nekje, ne? Namen. Ker se mi je zdelo v redu, saj sem iskal, saj sem tudi delal akcije, sem bil aktiven v tem, nisem se sam prepustil toliko, ne? Ampak hkrati me je pa kar nosilo, a veste, vedno bolj na odgovorna mesta, ne? In potem, ko so prišla vabila, ne vem, 20 je bilo to prelomno vabilo, ne? Da bi prevzel ministrovanje, to je bilo kar zahtevna odločitev, no. Ne vem, mogoče pretiravam, ampak zdelo se mi je mogoče, da nisem pripravljen, da nisem pravi, da je še dosti drugih boljših in tako naprej, ampak hkrati se je pa pokazalo, da sem bil v pravem času na pravem mestu in da je bilo prav, da sem rekel ja in da sem prevzel to odgovornost, pa nisem eksperimentiral, nisem rekel ja, pa probajmo, a ne. Ko se za nekaj odločim, to pa je moj način, potem grem na polno noter, ne. Tudi za ceno svojega zdravja. Mislim, da je to, lahko rečem, zelo močna podobnost s številnimi kmeti, ne. Hvala, sem želela tukaj nadaljevati. Ki grejo na polno, kakor poznam zgodbe, grejo na polno, ker druge izbire nimajo, ne. Tudi bokovniki so zdaj na polno noter, ne. Jaz sem jim včeraj rekel, dajte izkoristiti, res bomo pomagali, vzemite si en teden zdajle oddiha, ne. Čeprav se sliši se čist neracionalno, ne. Ampak sem jih videl, ne. Mama, torej mlada gospodarica, ve, da to potrebujejo, ne. Hkrati je pa ta vez, čut odgovornosti, ne vem, oče, ki je predal kmetijo, je še vedno v bolnici, zaradi poškodb in tako naprej. In se to morda zdi zdaj nemogoče, ampak jaz sem jih zelo, pa tudi ostali, moram reči, smo jih zelo spodbujali, naj grejo. Zato, ker ta odmik ti lahko prinese marsikaj, najprej telesno in duševno spremembo, ne. In ti lahko prinese en pogled od daleč, narediš lahko sklepe, načrte. Oni bojo rabili zdaj narediti pravzaprav nov načrt, ne. Tudi rekla sta, ne, da sva ravno imela v bistvu res že vizijo. Tako je. In oni bojo lahko zdaj v bistvu dejansko, kar je sicer na brutalen način so to izkusili, ampak bojo dejansko začeli znova, ne. Ampak no, vzporednica med tem, kako jaz dojemam svoje poklicno poslanstvo in po moje vsakim kmetom je to, da ko prevzameš na polno, ni popuščanja, ne? In še neki, to je tako značilno za kmete, ne? Oni imajo recimo eno delo, pa če rečemo, da je to projektno, ne? Odvisno s čim se ukvarjajo, pač spomladi je treba zemljo pripraviti, treba posejati, je treba, ne vem, potem kmalu po prvomajskih ali pa okrog prvomajskih že kosijo, je treba to spraviti krmo in tako naprej, ne? Ampak hkrati, ko oni delajo to projektno delo, zjutraj predtem morajo to štalo, ne, če imajo živino, in potem še zvečer, ne. Večina njih, se je odvisno od tega, kaj imajo in s čim se ukvarjajo, ampak velikih pregoreva, to vem. Jaz sem pa tudi na svoji koži izkusil to, ne. Če nimaš možnosti včasih tudi narediti meje, postaviti meje, zabremzati, ne.
Da imamo mogoče tukaj še eno istočnico odpred. Ste jo prej omenili, ne? Se pravi, sama družina visoka vrednota, ne? Pa prvo poslanstvo je bilo to osebno poslanstvo, potem je bilo to službeno. Kako pomembna je pa tukaj bila podpora v prvem ministrovanju, podpora družine, da ste se odločili za to in kako je bilo zdaj? Zdaj ena izkušnja je že za vami, približno tudi družina ve, kaj to pomeni? Zdaj se je bilo težje odločiti, ker sem vedel približno, ker sva oba vedela približno, v kaj greva. In oba ženo sva pač zelo zavezana drug drugemu pa kvalitetnim odnosom. Ne? In to želiva in veva, da pač kvalitetnega odnosa brez tega, da čas skupaj preživiš, ga pač ni. Ne? Ker marsikdo reče, ne skrbi, se je važna kvaliteta, ne toliko kvantiteta, ni res. Ne? Kvalitete ne more biti tudi brez kvantitete pri odnosih. In v tem smislu je bilo težje, ampak hkrati smo pa tudi vedela, da so otroci starejši. In so že oni spremljali postopek odločevanja, razločevanja in nekako tudi lahko že po svojih močeh sodelovali. Sej ne, da so oni odločali, nikakor ne. Ampak hkrati so pa bili vključeni. Niso bili izvzeti. Ja, niso bili izvzeti, ker pač to zadeva celo družino. Ne. Drugače pa bilo to ključno. Leta 20 in zdaj je bilo ključno to, kaj bo Klavdija rekla, ne? Moja žena. Kako bova torej ocenila, ali bo to grožnja najnemu odnosu, ali bova zmogla skrbeti za to, da zaščitiva naju in najno familijo tako, da ne bo nekih škodljivih posledic, ki bi bile uničujoče pol naprej za odnosa. Ne? Ker pač v poslu je tako, ne? V poslu moraš sam narediti mejo, noben drug ti je ne bo naredil. Ne? Sej obe veste, ne? Pa vsak tudi, ki fura kmetijo ali pa kaj drugega, kak drug posel, ve, da samo sam si narediš mejo, ne? Noben drug. In zanimivo je bilo, leta 20, ko sem poklical Klavdijo, jaz sem bil v tujini, ko sem dobil vabilo, pa vprašanje, ali bi prevzel. Ne? Sem bil v tujini na eni konferenci in potem sem klical Klavdijo in sem rekel, poslušaj, 1-2 uri imam cajta, ne? Da premislim. In čas se je že izkazalo, da pod pritiskom celo mogoče malo bolj delujem. Ne? Hitre odločitve, hiter premislek, posvet z njo. In zanimiva dilema je bila, ne? Ker jaz sem vsem odgovarjal, ja, mogoče za državnega sekretarja, da gremo neko organsko po korakih, ne? Bi rekel ja, za ministra pa ne vem če. Ne? In potem sem se posvetoval z modro ženo in je rekla, poslušaj, jaz nimam pojma v politiki, je rekla, me tudi ne zanima toliko, ne? Sam pač spremljam prek tebe. Rekla, ampak če se odločaš med državnim sekretarjem in ministrom, je bolj modro, da vzameš ministrsko mesto, ker si vseeno ti bolj gospodar svojega urnika in časa. Ne? Res je, to je res. Imaš več vpliva. To je res, državni sekretarji, s katerimi delam, vejo. Ne? To je res težko delo in državni sekretar ponovadi prevzame tisto še bolj neprijeten vidik dela, ne? Ker oddela ta težjo stvar, minister ponovadi, mislim, ne bi rad svojega dela, kako bi temu rekel, razvrednoto. Ne? Je zelo pomembno, želim biti zelo, ampak državni sekretarji oddelajo tisto, kar se ne vidi. Ne? Mi moramo pa oddelati tudi še navzven, da tudi spromoviramo, ne vem, to, kar naredimo. Ne? Najprej vizijo, potem vodimo, potem pa tudi spromoviramo to, kar smo naredili, pa poskrbeti moramo, da se tudi popraznuje, ker je to tudi del dela. Ne? Vedno. Tako da, ja, zdaj je bilo težje, vedela sva, v kaj se spuščava. Bilo bi bolj varno za mislim, za čas, v katerem smo kot družina, bi bilo bolj varno ostati v parlamentu, ker sem delo poznal, kot vodja poslanske skupine sem zadevo obvladal. Mislim, da sem imel tudi dobro ekipo, zdaj le se je kar zamenjalo, ne? Je precej novih neizkušenih, a veste, politika, ta trda politika, politični boj, če hočeta, ki je normalen, to ni samo po sebi negativno, politični boj pač mora biti zato, da se ne boj odvija kje druge, ne? In da se zbere najboljšo. Tako, bo pa v parlamentu, a ne? Ampak okej,
Jernej Vrtovec mi je rekel, da me želi videti v ekipi, sem rekel, so be it, naj bo, naredil bom pa najboljše, kar bom mogel. In če se smem zdaj malo navezati na to, na ta proces, kako ste prišli do ministrske funkcije, smo moramo biti kar iskrena, da vas nismo pričakovali kot ime bodočega, torej vse kmečki del prebivalstva. Nekako SLS je prišla v parlament in nekako nam je bilo tako kar nekako že jasno, da verjetno pa lahko pričakujemo ministra iz vrst SLS-a. Kot klasične kmečke stranke. Tako, recimo, kot klasične kmečke stranke, pa mogoče tudi, da bomo dobili ponovno kmeta za ministra. Ne? Tako da nič slabega, nič karkoli, ampak tako je bilo. Tako je bilo in dejansko imam zdaj čisto tako direktno vprašanje. No? Vezano predvsem na to, ker imamo ogromno izkušenj iz preteklosti, ki so nam obljubljali veliko, realiziranega je bilo pa bolj malo. No? In nas predvsem zanima, kaj je tokrat drugače? Zakaj vam lahko zaupamo, če tudi ste minister, ki ne prihaja iz kmetijskih vrst? Jaz mislim, da je to moja prednost. Ko sem razmišljal o tem, ali sprejmem to odgovornost, sem razločeval tudi to, ne? Vedel sem, da cela Slovenija pričakuje, da bom, če bom minister, da bom minister za družino, socialo. Ne? To je bilo prvo. Drugo, vedel sem, da bo cela Slovenija osupnila, če bom na kmetijskem resorju. Ne? In tretje, vedel sem, da je moj manko mogoče to, da ne prihajam direktno iz kmetije ali pa iz kmetije, da nisem agronom, recimo, ne? Ampak sem razločil v tem zahtevnem procesu razločevanja in odločanja, da je to pa moja ključna prednost. Poglejte, če prihajaš iz kmetijskega sektorja, če si agronom in tako naprej, si ponavadi, tako kot v vsaki stroki, pristaš ene smeri. Je res? Če si kmet v neki določeni situaciji. Mogoče si manjši, mogoče si večji, mogoče si živinorejec, mogoče si, ne vem, perutninar, mogoče si poljedelc in tako naprej. In seveda si v osnovi, kar ni nič slabega, zavezan temu svojemu osnovnemu statusu, je res? Ampak kot minister za kmetijski sektor, ne, pa to nisem kmetijstvo pa kmetje, ampak je celotno podeželje, razvoj podeželja, ne, ki je še veliko širše kot samo kmetovanje in predelava hrane, čeprav je to ključno, se mi zdi, da sem neobremenjen. Jaz sem lahko prišel na resor kmetijstva kot neobremenjeni menedžer, ki ve, kaj so manjki, ki ve, kakšni so trendi, ki ve, kaj so grožnje in ki ve, kakšna je vizija. In sem lahko že v procesu pisanja programa, recimo NSI-ja, ali pa trojčka NSI SLS Focus, in potem pri sestavljanju koalicijske pogodbe imel ključen vpliv na to, da smo si postavili skupne zaveze. Poglejte, jaz lahko zdaj neobremenjeno v bistvu govorim z vsemi strokovnimi kmečkimi organizacijami, z univerzami, z fakultetami, z vsemi v bistvu, ki tvorijo ta kmetijski sektor, ki je izjemno kompleksen, pa hkrati izjemno dober, zdaj ga v bistvu spoznavam in lahko morda vseeno bolj objektivno pač iščem poti, kjer bi čim bolj vključil ne samo dialog, ampak tudi vključevanje vseh teh deležnikov noter. A veste, ker drugače v politiki je pač tako, če bi prišel kot agronom ali pa eden od kmetov, si te nehote neka skupina že lasti in reče, zdaj pa bomo zrihtali, zdaj bomo pa nam dali status, ki nam gre. Ampak moje poslanstvo je, da celotnemu kmetijskemu sektorju vrnem status, ki mu gre. Je res? In na tak način sem potem razločil, da v bistvu mislim, da je to moja ključna prednost in da grem v to. Čeprav je bila cela Slovenija kot vi presenečena. Hkrati pa, lejte, se na nek način SLS ima kmetijskega ministra. Mi smo se zelo dobro politično zavezali. Jaz mislim, da je to bila vizionarska poteza Jerneja Vrtovca, ki je bila res njegova ideja, ko je prevzel NSI. Je rekel, mi moramo poskrbeti za to, da politično ne bomo puščali ostankov glasov zunaj in da zagotovimo, da bo, če lahko kaj naredimo, lahko to naredimo za to, da bo desna vlada. In mislim, da je to
ta projekt, NSI SLS Focus, izjemno pozitiven politični projekt, ki je to omogočil. Ne. Brez tega projekta in potem še kasnejših drugih dobrih akcij, mi pač politično zdaj desne vlade ne bi imeli. Ne. Jaz bi samo pod vprašanje, ker mi je zelo všeč, ne, da objektivno pogledate na stvari in da se ne pustite vsem parcialnim interesom, ki pa žal jih je v kmetijskem sektorju. Veliko, povsod. Veliko. Sploh, ker je že sam kmetijski sektor se deli na panoge, potem na to, a si mali, a si velik, a si gorski, a si ravninski. In me predvsem zanima, kako boste vzdrževali to objektivnost tekom celotnega mandata in predvsem zagotovili, tako kot ste lepo omenili, da bo ta dialog oziroma vseh kmetijskih nevladnih organizacij, in tu so potem še seveda medsektorski resorji, okolje, finance, da bo to res ves čas potekalo. In da se, še enkrat, da se ne boste pustili zmest parcialnim interesom. Tok izkušenj že imam, da vem, da to je kar izziv. Meni je v redu, če različne skupine izražajo svoje interese. To v demokraciji pričakovano in to tudi pričakujemo od vseh. Ne? Ker eni pridejo, veste, v Sloveniji je to tako, že prej na sociali, ne? Pridejo in se začnejo najprej opravičevati, da bojo nekaj prosli, izrazili in tako naprej. Zakaj se opravičuješ? To je vaš interes, ne? Ja. Zato ste tukaj. Ne? To pričakujemo, ampak bomo pa potem naredili neko sintezo, ne? Neko, v realnosti bomo tudi, na koncu je vse odvisno od tega tudi, koliko imamo sredstev omogočenih in kako imamo pravne podlage postavljene. Tako da v bistvu se tega ne bojim, izražanje interesov. Ne? Težko me bo pa kdorkoli, lahko rečem, posedoval, ne? Kako bi rekel, da bi me potegnil v svoj del, zato ker pač sem glede tega neobremenjen. Smo si pa zastavili s mojo ekipo, ne? To je pa ključno. Saj sam minister ne more nič premakniti. Ne? Če imaš pa dobro ekipo, potem lahko pa narediš stvari, ki jih noben od tebe ni pričakoval. Ne? In to smo že dokazali v preteklosti in upam, da bomo tudi zdaj. Je tudi moj cilj. Ključno je, da smo takoj začeli dialog, ki ga ni bilo, žal, zdaj le 4 leta, noben ni niti poslušal kmečkih združenj, organizacij in tako naprej, strokovnih kmetijskih organizacij, fakultet in tako naprej. Kaj šele slišal ali pa potem tudi z njimi naredil neke korake napredka v podporo kmetijskemu sektorju, ne, kot celoti. To smo začeli takoj in ne samo na tej ravni pogovora, ampak bomo že začeli kmalu, bom dal povabilo v delovne skupine, ključnim deležnikom za to, da bomo naredili ene razumne predloge izboljšanja zakona o zaščiti živali, recimo, ki najbolj boli kmete, ne? Ker je šel v aktivistično smer zadnja 4 leta in to mimo kmetov, mimo stroke. In na drugi strani, da bomo pripravili nov strateški načrt kmetijske politike, ki je ključen za našo prihodnost, pa ni bilo zdaj le nič narejen, pa bi mogel biti že vsaj osnutek narejen, ker ga bomo do konca leta že poslati Evropski komisiji, ne, v pregled in prvo oceno. Tako da tu bojo vse te organizacije videle ključno spremembo, ker bojo vključene v pripravo teh zelo pomembnih aktov za našo prihodnost kmetijstva že od samega začetka. Ne, da jih bomo pol, ko bo to pripravljeno, vprašali, kaj pa mislite o tem, pa rekli, da imajo 2 dni časa, ne? Ampak bojo ustvarjali te zadeve. Nisem naiven, ne romantiziram področja, vem, da je to tudi lahko trdo področje, gre za kmetijsko zemljo, gre za mnoge interese, gre za nekako tenzije med urejanjem prostora, infrastrukturo, gradnjo, napredkom in tako naprej in ohranjanjem kmetijske zemlje in zemlje za pridelavo hrane. Tega se vsega zavedam, ampak lejte, se mi zdi, da če greš z dobro ekipo, kjer vsak dela svoje, se da v dogovoru in dialogu marsikaj rešiti. Kompleksen sektor. Zelo. In potrebujete res dobre vodstvene veščine za to. Ne? Kar ste zdaj omenil, ne? Že od poslanstva naprej, preko vizije, preko strategije. In tukaj bom zajadrala v vaša mladostniška leta, kjer ste del svojega življenja preživeli
tudi kot skavt in voditelj. A lahko, mogoče, da gremo na to področje mladih, poveste, kako so vas ta leta mogoče oblikovala, dala del teh veščin, ker sem prepričana, da je to vplivalo na vas, mogoče celo drugače kot pa, ne vem, sam študij politologije, kar vam zdaj koristi, da lahko na tak način razmišljate strateško, vizionarsko. Če smem še, Ani, zdaj sem se spomnil še ene zadeve, ne? Odkot jemljem še kompetenco za vodenje kmetijskega sektorja. Ne? Jo jemljem podobno kot pri delu družini, socialnih zadevah, iz 10-letnega strokovnega dela. Jaz sem v parlamentu kot strokovni sodelavec takrat, pač v manjši poslanski skupini, pokrival tudi ta sektor, ne? Tudi to, ja, tudi kmetijski. Socialo, kmetijstvo, tudi izobraževanje, ker je pač nas je bilo manj in smo mogli več stvari pokrivati in z tega vidika, z vidika predpisov, trendov, procesa, stroke, sem kar bil on topic skozi, ne. In to mi pomaga tudi to. Zdaj pa nazaj k Darji. Marsikoga bom presenetil, pa to sem v enem od podcastov v Gorečem grmu, mislim, da že takrat povedal, ne? In še vedno vidim, ko pogledam nazaj na svojo pot. Marsikdo bo ostrmel, ampak jaz sem večino vodstvenih veščin in kompetenc, ki jih uporabljam pri svojem profesionalnem delu, pridobil tekom svojega skavtskega voditeljstva in udejstvovanja pri skavtih. Jaz sem imel priložnost tam voditi najprej seveda četo, potem celo skupaj z sedanjo ženo sva bila sovoditelja klana. To je malce starejša starostna skupina najstnikov. Ja, pred voditeljstvom. Ne. Zelo pomembna skupina. Tisti, ki so skavti, vedo, da je ta ključna, ker iz njih izrastejo voditelji, če zrastejo in potem je to stvar obstoja naprej. Ne. To je pomembno zato, ker lahko tudi pri svojem delu, zdaj profesionalnem, vem, kje so ključna področja in kje so ključni, bomo rekli, tudi mejniki, ko lahko poskrbiš za prihodnost, recimo kmetije, kmetijstva. Ne. Zato smo si dali kot eno izmed ključnih prioritet izboljšanje ukrepa mladih prevzemnikov. Ne. In v to smo zelo, zelo, zelo poglobljeni, da bomo ukrep za prihodno finančno perspektivo naredili tako, da bi se več ljudi za to odločalo. Ne? Ker tu je ključ. Tu je ključ do prihodnosti kmetijstva. Ne? Kako pa? Ker recimo zelo veliko je govora o mladih. Moram reči, da to je pa kar tudi moje področje, ker sem veliko delala na področju mladih kmetov. In to je res področje, ko je ogromno besed. Bomo naredili za mlade to, bomo mladim dali prednost, bomo mlade vključili, bomo mlade poslušali, bomo za mlade, pa spet ne. Dejanja so nekaj drugega. Teda jaz vas res podpiram to, ker verjetno poznate statistike. Iz 4,6 smo prišli na 3,5 in to so alarmantne številke. Me pa predvsem zanima, ne, kako boste izboljšali ta ukrep, ker po mojem mnenju sam ukrep ni slabo naravnan, ampak ni to tista edina zadeva, ki mladega, pač ki je ključna pri mladem, a se bo sedaj odločil za prevzem kmetije, ker je pač ukrep mladi prevzemnik, ker so še druge stvari. Ker dejansko ti rabiš neko podporno okolje, davčno politiko, socialno politiko, ta vam je še posebej blizu. Ne? Torej, en kup drugih dejavnikov se mora poklopiti, da potem ti rečeš, jaz bom prevzel kmetijo in bomo to naredili v tem času, zdaj, ko je zunaj še razpis za mladega prevzemnika, ki se strinjam, izjemno dobro ukrep in marsikatero kmetijo je že pospešil ta prenos, da smo prišli sploh do tega, da imamo mladega prevzemnika, ampak ne sme se tu končati, ne? Ker potem se počasi zgodi, mlad prevzame kmetijo, tisti razpis je, potem pa kar nekako zmanjka. In pa so to res lahko tudi včasih hude zgodbe iz tega, ker so mladi kmetje tudi mogli denar vračati, ker niso izpolnili kazalnikov. Tudi taki primeri žal so. Tako da me res zanima, tudi na svojem zaslišanju v bistvu ste dali kar en tak zanimiv predlog, da boste nekako oprostili določene prevzemnike določenih dajatev. To me še posebej zanima, kako ste prišli do tega, kako si to predstavljate. Gre to zdaj samo za nove prevzemnike ali tudi tiste, ki so mogoče že v nekem obdobju, ker ta potreba po oprostitvah določenih dajatev, jaz mislim, da je zagotovo širša. Tako da.
kaj je bilo dejansko mišljeno s tem in kako? Če dovolite, bom še malo dokončal Darino vprašanje, potem se vrnem pa hvam. Okay? No, potem sem imel možnost, potem, ko sem vodil te skupine, različne starostne, sem prevzel vodenje lokalne skupine skavtske in potem sem imel še možnost delati na nacionalni ravni in tudi na mednarodni ravni. Torej, jaz sem dobil v bistvu celoten presek veščin in pregled nad delom neke organizacije in seveda tudi vodenje temu primerno. Nekje sem se slabše odrezal, nekje boljše, ampak sem se iz vsake izkušnje nekaj naučil. Predvsem sem se pa naučil tudi, kar mi prav pride zdaj najbolj žal, kriznega menedžmenta. Res. To smo se res naučili, ne? Ker pač nikoli ne moreš predvideti, kaj se zgodi na vseh ravneh in je to bilo ključno. Ker se naučiš stati trdno in pokončno tudi takrat, ki je težko, ki je preizkušnja in se naučiš odreagirati, ne? In prej sem vas slišala in tudi popraznovati. To je bilo del skavtskega načrtovanja. Tako je, vedno je bilo praznovanje del tega in to je treba, ne? Ker drugač nisi izpolnjen in nismo ustvarjeni samo za delo, ampak smo tudi za življenje, ne? In je treba narediti en krog. Zdaj pa k mladim prevzemnikom oziroma kako mladim približati zadevo, ne? V najširšem smislu pač moramo mi vrniti poklicu in poklicanosti kmeta ugled. Poglejte, kmet je zadnja desetletja na evropski ravni pod številnimi pritiski in obtožbami neupravičeno. Kmete se krivi za izpuste CO2, za segrevanje ozračja, za onesnaževanje. Kmete se krivi za obremenjevanje naših naravnih virov, za ekscesno porabo vode, za krnjenje življenjskega prostora, nekim divjim živim bitjem in tako naprej, ne. Kar je velika krivica, ampak terja pa svoj davek, ima posledice. Ljudje, ki nimajo stika s podeželjem in s kmetijstvom, pač, lejte, če se jim to 100-krat in 100-krat znova in znova ponavlja, ne, potem tudi začnejo to verjeti in v skladu s tem delovati, ne. In niti ne pomislijo kritično o takem poročanju, o taki sliki. In tu je naša prva naloga, da povrnemo kmetu nazaj ugled in da zavrnemo vse te neupravičene obtožbe. Kmetje so v prvi vrsti tisti, ki zagotavljajo našo nacionalno varnost s pridelavo hrane. Drugič, so tisti, ki ohranjajo našo urejeno kulturno krajino, na katero smo pa vsi tako ponosni, ne glede na to, kje živimo. In tretjič, zadnjič, ampak ne nazadnje, ne, to so ohranjevalci našega načina življenja. Če hočete tudi vrednotne podstati naše družbe. Če pogledamo recimo podatke o demografiji, ne, je uničujoča po vsej Evropi, ne. Tudi v Sloveniji. Veliko manj imamo rojstev, kot bi jih potrebovali, kaj šele želeli. Ampak kje so pa dobre zgodbe, kje so svetle točke in sidrišča upanja, so pa v podeželskih občinah. V podeželskih občinah. Poljanska dolina, recimo. Največji, ne? Ja. Prirast. Ja. Smem se pa pohvaliti, Mirna Peč je ena izmed redkih občin, ki je demografija obrnjena, mi imamo več mladih prebivalcev. Krasno, starejših. čudovito, torej se da, ne? Ampak to je podeželje. Nosilc in sidrišče našega načina življenja, torej življenje je vrednota tam, ne? Je veselje do življenja. In če imaš ti to podporno okolje, potem se veliko manj bojiš odločiti še za mogoče že za prvega otroka, kaj šele potem za vsakega naslednjega. In se potem veliko lažje, po moje, odločiš tudi za neko pot, neko poslovno pot prevzema neke kmetije in za vse tveganje, ki pač s tem pride. Ne? Se je zelo podobno.
Vse je zelo podobno, ne? Ker pač so stvari, na katere ne moč vplivati. To je prva naša naloga, ne? Ko ste me vprašali, kaj boste naredili, ne? Kaj bo sprememba. Res upam, da ste že opazili, ali pa vsi, ki nas gledajo, da so že opazili, da sem takoj pokazal stop aktivizmu, ki kmeta napada kot tistega, ki nam škodi in ki je kriv za vse nesreče tega sveta, ne? Drugič, ukrep Mladi prevzemnik je povezan, mislim, ključen instrument je ena subvencija, ki je bila morda svoj čas kar zanimiva, ne? Ampak je zdaj že več kot 10 let enak znesek namenjen, torej mogli bomo pogledati tudi finančni del ukrepa, ker, kolikor vem, mislim, da Mladi prevzemnik lahko dobi, če se zavaruje iz kmetijske dejavnosti, ne, dobrih 40 tisoč evrov. Ne. Pred 10-15 leti se je morda s tem še dalo neko investicijo izpeljati. Danes, ne, ko vemo, kaj je vse se vmes že zgodilo, pa koliko je bilo inflacije in tako naprej, žal, čeprav je to veliko denarja in je to javni denar, ne, tega se marsikdo zelo dobro zaveda, ampak 40 tisoč evri danes lahko manj narediš za nov začetek. Drugič, naslednjič, sam sem krščanski demokrat, ne, po politični usmeritvi in mi vemo, da je morda še bolj pravična pot v izboljševanje možnosti na vseh ravneh, ne samo v kmetijstvu, olajšave. Torej, mi moramo iti v smer bolj proti olajšavam kot subvencijam. Zato, ker pri subvencijah so vedno lahko dvomi, kdo jih podeljuje, v kakšni višini, komu. Je res? In tu se je že ta vlada, ki smo res, mislim, da prva, lahko rečem čisto desna, konservativna vlada, če hočete, ampak konservativna, jaz mislim v pozitivnem pomenu. Jaz mislim, da zdaj lahko samo konservativci zahodno Evropo in zahodni svet rešimo iz tega, lahko rečem, obupa ničevosti, ne? Ker lahko damo nazaj smisel, ker lahko damo smer, vizijo in pa neko tudi izkušnjo skupnosti, ki je edina garant za naprej, ne? In to je zelo pomembno tudi za kmetijski sektor. Nazaj k ukrepu, to pomeni ne biti osredotočen sam na subvencijo, na denar, ki ga nekdo prejme, ampak tudi na to, kaj lahko vsem, ne samo mladim prevzemnikom, ampak vsem olajšamo. V smislu birokracije, v smislu plačevanja davkov, vlaganja vlog in tako naprej. Ne? In še posebej pa mladim prevzemnikom, da jim nekje v prvem zagonskem času olajšaš, ker lejte, marsikdo se na novo se vrne, tudi bukovniki so se v bistvu vrnili, ne, nazaj na kmetijo, ta mladi prevzemniki. Ne. In ti takrat si osredotočen na svoje osnovno poslanstvo, ne, na poslovni načrt, ki ga boš izpolnjeval, pa moraš pa 3/4 časa tamle vloge izpolnjevati in tako naprej. Pa da ne bo pomote. Imamo odlično javno svetovalno službo, predane agronome in tudi drugih strok so, ki svetujejo, ki so podpore in tako naprej. Ampak tudi oni so postali v bistvu, namesto da bi se posvečali strokovnemu svetovanju, kar bi oni želeli, a ne, so postali v bistvu kot neki uradniki, kjer je treba vloge, kjer je treba biti skozi pozoren na neke birokratske finte. Ne. To je treba zmanjšati, davke je treba poenostaviti. Videli ste noter, da smo si zadali kot cilj v teh 4 letih, oziroma zavezo, da naredimo pavšal. Ne? Zelo, pavšal v kakem smislu? Pavšal v smislu, najpreprostejšem smislu. Da kmet, ko ve, kakšne ima površine za pridelavo nečesa, ali pa če je to turistična kmetija, ve, kakšne ima prostore, kjer lahko gosti, prenoči, postreže in tako naprej, da se določi pavšal in on ve iz tega, ne na stalno štetje, merjenje, izdajanje računov in tako naprej, a ne? On ve, koliko bo davka plačal in toliko se plača. In veste, kaj še s tem prineseš? Ne? To je v Avstriji zelo podobno in dobro urejeno. Veste, kaj iz tega dobiš? Če on ima moč in energijo, motivacijo, da bo še nekaj več naredil, to naredi v svoje dobro. Torej je motiviran, a ne? To njemu ostane, je njegov prihodek. Ne pa zdaj, ko več, ko narediš, bolj si obdavčen pa obremenjen in boš rekel, zakaj pa? Za koga pa?
Miselnost bomo spremenili. Žal v koalicijsko pogodbo nismo uspeli prinesti noter tudi vključitev pavšal prve predelave. To v Avstriji je. Ok, bomo videli. Velika zahteva in želja vseh nas je, da bi to noter prinesli, ampak veste, vseeno, politična realnost je taka, da smo, bom kar trdo rekel, prejeli opustošenje finančno in siceršnje. In tudi na kmetijskem sektorju, na ministrstvu nimamo še primopredaje rešene, ker so zelo pomanjkljivi podatki, ker je, ne bom govoril podrobnosti, ampak je zahtevno, In tudi, veste, moramo skrbeti tudi za ravnotežje javnih financ. In kmetijstvo ni edini sektor in na koncu moramo držati neko ravnotežje v družbi in to je naša želja. Upam, da sem vseeno odgovoril vsaj delno, kaj načrtujemo za to, da bi mladim šli naproti in jim olajšali to pot začetkov. Bi samo vas prosila, če lahko malo bolj obrazložite to prvo pa drugo stopnjo predelave, ker je to zelo pomembno za slovensko kmetijstvo. Če to, za kar se zavzemate, uspe, sem jaz prepričana, da se bo več kmetij odločalo za predelavo. Tako da bom kar vam predala besedo, da vi na kratko orišete tako. Kaj konkretno Sigurno. To pomeni? Koncept je zelo preprost. To, da lahko svoj pridelek, to, kar priredi ali pridela kmet, v bistvu kar na kmetiji proda v sklopu nekega pavšalne obdavčitve, brez izdajanja računov, brez da je pod davčno blagajno in tako naprej, pod stalno kontrolo Fursa in poročanje in tako naprej, je že naša odločitev, da bomo to uredili in že zdaj kar v številnih delih to laufa. Mleko, priredi mleko in ga lahko proda. Če bomo pa mi v ta pavšal, ampak to še enkrat poudarjam, da ne bom preveč višal pričakovanj, ker vem, kako je to v politiki. Če pumpaš zelo pričakovanja, je pol hudo razočaranje, če to ne uspe. In to žal ni zaenkrat v koalicijski pogodbi. Če bi pa mi zagotovili, da v ta osnovni pavšal bi spadala še prva predelava, torej, da pa lahko kmet ne samo mleko, ampak tudi skuto, jogurt, prvi predelek iz tega mleka, isto v sklopu pavšala, to bi bilo pa že v bistvu en optimum za kmete, ki mislim, da bi jih razbremenilo veliko birokracije, veliko davčnih obveznosti in mislim, da je to naša vizija, bomo videli politično, mi si želimo vsa 4 leta obstati, če bi pa morda dobili potem priložnost brez nekih hudih pretresov še za en mandat, bi pa to vsekakor bil tudi cilj, da tudi prvo predelavo vključimo v ta osnovni pavšal. Jaz bom s tem zaključila ta najin sklop, da mislim, da tu imate res močno podporo vseh nevladnih organizacij kmetijskih, ker smo si za to kar prizadevali nekaj časa, ampak nismo še prišli tako daleč, da bi na takih visokih inštancah se to zdaj tako začelo govoriti, tako da res držim pesti, da bo to na neki točki prišlo tudi v realizacijo. Vam bom povedal, da je izjemno odvisno od tega, kdo vodi sektor in mislim, da sem že tekom predvolilne kampanje smo dajali tudi v NSI SLS Fokusu jasna politična sporočila, čemu bomo dajali prednost. Potem sem že na zaslišanju v Državnem zboru dajal, mislim, da jasna politična, torej kmetijsko-politična sporočila, kaj bojo naše prioritete in čemu bomo dajali prednost. In zdaj vidim, da je bil kmetijski sektor v smislu administracije izjemno slabo upravljan, žal. To se hitro začuti, to hitro vidiš. In najprej moramo urediti to. Vidim pa, da je vedno 1/3 zaposlenih, ki so zelo predani in ki samo želijo usmeritev in vodenje. In to bomo zagotovili, potem bomo lahko zagotovili tudi kmetom neke normalne razmere, a veste, da ne bo kmetovanje reševanje socialne situacije. Ampak mora biti to dostojno življenje, torej ne preživetje, ampak življenje. In to je naša vizija in to je naš cilj. Mislim, da sredstvo je dovolj. Zdaj le finančni minister, ne vem, če posluša, ampak vseeno, sredstvo mislim, da imamo dovolj, če jih dobro in učinkovito razporedimo. Tudi, recimo, čisto v smislu
pri pripravi strategije slovenskega kmetijstva, ne? Strateškega načrta za prihodno finančno perspektivo, ker smo prej že o tem govorili. Ne? Zdaj le imamo, ne vem, če zna kdo našteti, koliko ukrepov imamo v zdajšnjem strateškem načrtu. Ogromno, preveč. Mi bomo to zmanjšali in bomo skupaj s kmetijskimi organizacijami in stroko postavili manj ukrepov, pa raje tiste bolj učinkovite. Fokusiranje. Ja, je treba pokazati, da veš, kaj so tvoje prioritete in potem voditi v to smer. In vem, da veliko ljudi tudi v ministrstvu, torej v administraciji, ki jih potrebuješ, ne, samo čaka na to. Malo usmeritve pa vodenja, ne. Ker zdaj so bili zapuščeni. Kot če kmetijo zapustiš, se pa zarašča. Ne. Ja. In ta del je po mojem mnenju res ključen. Poskrbeti za ta bazičen del, mogoče, če rečemo socialni del tudi, a ne? In na to nalagati mogoče ta podjetniški, mogoče tega kmetje še ne vzamejo čisto za svoje, ampak smo že tam, a ne? Tudi v tujini je na ta način. Všeč mi je, ker ste človek terena, ker greste med ljudi in tudi tam dobite marsikatero, sem prepričana, dobro informacijo iz prve roke. Ta stik, kako ga boste obdržali, oziroma kaj pa tukaj vaša vizija? Moj stil politike je, da sem čim več med ljudmi. Če je papež Frančišek rekel najprej, da je politika najvišja stopna služenja skupnosti, ne? Najvišja oblika ljubezni, se s tem zelo identificiram. In drugo, on je tudi enkrat, mislim, da rekel, malo provokativno, da pač pastir mora imeti vonj po čredi. Ne? Eden izmed. To je dobesedno in pa v prenesenem pomenu. Ne? Zdaj sem res na sektorju, kjer so črede. Ne, kakorkoli, že kot minister za socialne zadeve in družino in delo sem bil ogromno na terenu, ogromno v domovih starejših. A veste, da sem bil recimo v domu, Trubarjem domu, tam Loka pri Zidanem mostu, sem bil prvi minister ever v 74 letih obstoja doma, ki je prišel tja na obisk in seveda na službeno, na delovno srečanje. Ne. In to nameravam nadaljevati. Moj stil, politični stil je ta, da sem veliko na terenu. Nekateri levi zlobneži rečejo, da sem populist, v redu. Če je to populizem, potem sem rad populist. Ampak jaz mislim, da moraš preizkušati in preverjati svoje načrte in pa ukrepe tam, kjer se pač izvajajo. Ne? In sam imam en načrt, upam, da bo šel z vso delovnopravno in z vso zakonodajo, varnost pri delu in tako naprej čez. Jaz želim enkrat, vsaj en dan na 2 meseca v svojem mandatu, dokler pač bom na tej odgovornosti, oddelati na različnih kmetijah. Se pravi fizično? Fizično oddelati, zato, da imam neposredno izkušnjo, da lahko ob tem, vse veste, da se ob delu tudi ogromno pogovorov odpre, izzivov, in če nimaš, recimo to je pa temeljni Montessori princip, ne? Če nimaš izkušnje, da nekaj narediš z rokami, potem tudi možgani tega ne dojamejo in ne pomnijo. Ne? In žena je Montessori pedagoginja in se mi zdi, da sva itak že po naravi prej. Sej tudi skavtstvo. Se sta bila Baden-Powell, ustanovitev skavtskega gibanja, in pa Marija Montessori sta si dopisovala in sta bila v stiku in mislim, da temeljni principi so enaki. In zanimivo, mislim, vsak kmet to izkuša, ne? Še posebej, mislim, če ima veselje do življenja in če je večgeneracijska družina. Recimo, zanimivo, mlada gospodarica včeraj pri Bukovniku je o tem govorila. Je spregovorila tudi v enem članku, v enem od medijev je napisano, da ko so se odločili za priti nazaj gor in prevzeti, da je to največ, kar lahko svojim otrokom da in da je čisto po Montessori principih. Zanimivo, da je to prav rekla, ker je narava, ker imajo otroci svobodo in ker izkušajo neposredno svojo okolico, ne, in se iz tega učijo. In to je ključno, ne. Zato moram jaz biti na terenu. Ne. In tukaj se bom navezala kar na te, mogoče bolj moje področje, stvar, ki jo jaz opažam, a ne, na terenu, da so te medgeneracijski odnosi pravzaprav tudi zelo podhranjeni, kar se tiče stroke.
Vsa ta orodja, vsa ta znanja pravzaprav že imamo. Ne govorimo o novostih, vendar do kmetov niso prišla. To so kompleksni odnosi, marsikdaj žal posledično neporočeni moški, visoka starost povprečnega kmeta, samskega kmeta. Če pa so prevzemi marsikdaj težki, boleči, in jaz verjamem, da tudi marsikdaj neuspešni. Da se marsikdo ne odloči prevzeti zaradi tega, ker mogoče tukaj sploh ni bil podprt kot družina, in to se mi zdi pravzaprav zelo, zelo ključna stvar na slovenskem podeželju. Socialna slika je kar zahtevna še vedno na podeželju. To sem videl že prej, to izkušam tudi zdaj, ko se pogovarjam. Recimo ena od mojih svetovalk je izkušena kmetica, mislim, da je kar precej znana. Janja Matk je moja svetovalka v kabinetu in včeraj je bila tudi zraven že na tem terenu in sva se veliko pogovarjala o socialni sliki podeželja, tudi tam na Solčavskem, med Črno na Koroškem in Solčavo, gorske kmetije, in mi je točno povedala, to je meni dragoceno, takoj mi je povedala, tule je nekdo ostarel sam, torej nimata otrok, tule ni noben ostal doma, tule so vsi že pomrli, pa ni, tule imajo otroke in tako naprej. Torej, glejte, pač se mi zdi, da se je kmetijstvo žal v socialnem in v ostalih smislih, tudi gospodarskem, družbenem smislu, se je zelo zanemarjalo pač vsa desetletja po drugi svetovni vojni. Ko so veljali za razredne sovražnike, se pač v to ni vlagalo. Kakorkoli, če se je morda v drugih sredinah napredovalo, dajalo podporo, se je razvijalo zdravstveno varstvo, se je razvijalo, štipendiranje mladih, se je razvijalo industrijo, recimo, če je bila to doktrina, se pač v kmetijstvo ni nič vlagalo. Kmeta so se taki sistemi, kot je bil pri nas, bali, ker razmišlja svojo glavo, ker ima svojo vizijo, ker je tudi samooskrben in ne potrebuje, ni odvisen od nikogar. Kvečemu se je naredil še kaj v škodo kmetijstvu in kmetovanju, recimo, moja žena iz kmetije in vem, mi tašča večkrat reče, oni pač nikoli štipendije niso dobili, ker se jim je štelo vse, da imajo tak katastrski dohodek, pa tak traktor, pa štalo, kvadratura in pač državne štipendije niso dobili, pa so bile 4 sestre. Krivica. To bomo tudi popravili mimogrede. Imamo tudi v koalicijski pogodbi napisano, da osnovna sredstva za vse, osnovna sredstva kmetov so osnovna sredstva, to so orodja, to so delovni pripomočki. Ne moreš šteti tega kot da je to luksuzna dobrina, ki ti viša standard. S tem ti zagotavljaš osnovno dejavnost. Ker točno to, kar ste zdaj povedali, to je velikokrat razlog, da se kdo, ki pač, mi imamo pač tako strukturo kmetij v Sloveniji, da velika večina hodi poleg kmetije še v službo. Ja, veliko je tega. Tisti, ki hodijo v službo, ne prevzamejo kmetije ravno zaradi tega, ker tistim se šteje. Tako je. In potem dejansko zgubijo veliko. To bomo uredili. Ampak nazaj, vzrokom take socialne slike in potem recimo k temu, da je veliko zadržkov pri prevzemanju ali pa pri prenosu kmetije. Glejte, kmetje so se pač skozi teh 5-6 desetletij naučili biti malo prestrašeni, nikoli niso vedeli, kaj jih bo čakalo. Pripravljeni, tak na pol vedno pripravljeni na to, da jim bo kdo še kaj v škodo naredil. So razredni sovražnik na nekaj. Ja, tako, in potem pač ne moreš ti samozavestnih in leva politika ima rada izraz informiranih odločitev narediti. Torej, ne moreš v polnosti svobodno razpolagati s svojim premoženjem, biti gospodar na svojem. To bomo obrnili, to moramo obrniti. Mi moramo kmetu povedati, da je zaželjen, da je gospodar na svojem, da mu ne bomo jemali in posegali v tisto, kar je njegovo, in na tak način dati druge signale. Imamo pa veliko dela, ker na podeželju je tudi veliko obupanosti, slabih odnosov, tudi precej še vedno alkoholizma žal. In tu moramo, to pa ne more v vseh
vse pore pač država ne more vstopiti in tu se moramo opreti na nevladne in kmetijske organizacije, ki pa lahko pridejo do konkretnih kmetov, ker jih poznajo. Že če boste to prepoznali, pa ključno je povabili v sodelovanje, to, kar pravite, da je vaša vizija. Se mi zdi, da se pa da res veliko narediti. Jaz mislim, da je sicer precej zamujenega, ampak lahko pa veliko tudi nadoknadimo. Vidim ogromno dobrih zgodb. Ogromno dobrih zgodb, ampak a veste, kaj je pogoj? Vedno, da so urejeni odnosi. Zato imamo ta podcast, ne? Super, hvala vam za to delo, ker je res potrebno in je na mestu in je odgovarja na potrebo sodobnega kmeta in kmetijstva. Ne? Še ena tema je tu, ki pač moram začeti, ker ste zelo lepo umeli odnose na kmetiji. Jaz ne vem, če se vi spomnite, takrat, ko ste vi bili minister za delo, takrat sem jaz bila pri vas v drugi vlogi. Takrat je bil zraven tudi takratni minister, Jože Podgoršek, ko smo začeli Podeželska mladina in zbornica skupaj en projekt Nemoč podeželja, kjer se potem tudi Ministrstvo za kmetijstvo zagotovilo prva sredstva za psihosocialno pomoč na kmetijski zbornici. Zaradi COVID-a, ne? Tako, in smo v bistvu bili z vami dogovorjeni že, pač tako, da se bo šlo v iskanje sredstev še mogoče z tistega ministrstva, ker je potreba po tej psihosocialni podpori oziroma nagovarjanju odnosov na kmetiji ključna in je bila, tako kot ste rekli, veliko je bilo prezrtega. In ta stigma, da kmet pač nima težav v odnosih, je po mojem še največja. Ne, da nima težav, pač nikoli imel časa se ukvarjati z odnosi. Je pa to tisto osnovno. Ali pa je mislil, da nima časa. Ali pa tako, ja. Ali pa tako. To moramo jim tudi povedati, ne? Tako da zdaj imate mogoče priložnost, pa zdaj spet kaj naredimo na tem področju, mogoče v kakšni drugačni obliki, zagotovo je tu še veliko potencijala. Zelo sem bil vesel včeraj, ko se je zelo poudarilo tudi gor pri Bukovnih in to velja tudi na splošno, da ima kmetijska zbornica preko kmetijskih zavodov tudi psihosocialno pomoč nudi, ne? In to je del tega in treba je samo stereotip oziroma stigmo, da je to neki da si čuden, če se tega poslužiš. Ni res, nasprotno, ti si najbolj napreden, če se zaveš, da so jasni in urejeni in lepi odnosi temelj vsega, kar boš naredil potem naprej. Ne? Če tega temelja nimaš poštimanega, pač ne bo štimalo naprej. To je podobno kot pri družinskih firmah. Ne? Sej kmetija. Samo mogoče malce bolj specifično, ampak to je najna vizija. Tako, pravzaprav postaviti en tak program, ki celostno zajame človeka. Ker na kmetijah brez družine, brez da je to del, bom rekla, posla, razmišljanja o poslanstvu, o viziji ne gre. A veste, ker težko je, težava in preizkušnja bo vedno prišla. Tudi če imaš urejen odnos, bo nekaj se zgodil, kjer boš mogel ti sred noči ali pa celo noč delati, ali pa bo nekaj se bo pokvaril, pa ti bo škodo naredil. A razumete? Vedno bo preizkušnja. Če imaš ti prej neporihtane odnose, bo to še bolj zarezalo noter. Če imaš ti porihtan odnos, boš lahko z roko v roki pač šel skozi to čist drugače. Ne? To ti bo takrat tista gonilna sila, da boš šel skozi. Ja, pa te bo mogoče še bolj povezalo, namesto da bi te razsuvalo. Ne? In to je ključno za O tem pričujejo dobre zgodbe, se mi zdi. O tej povezanosti prav zakoncev oziroma partnerjev na kmetiji. Če je to, je vedno tudi prosperiteta, je na nek način neke vrste uspeh. Zagotavljam, da resno. Res. Ja. Jaz bi šla še na eno temo, ki pač je v kmetijstvu nuja, to so finance. Veliko smo danes že povedali in v bistvu bi dve temi tu ločeni rada odprla. Ena so te pomoči, drugo pa potem še strateški načrt. Pa dajmo zdaj začeti, da vam najprej čestitam. No? Rekli ste že, da ste že spoznali našega komisarja za kmetijstvo, torej gospoda Kristofeja Hansena. Ne samo, da ste ga spoznali, dejansko ste takoj po teh nesrečah vložili, v bistvu zaprosili ste za pomoč iz kmetijske rezerve, kar ni praksa v Sloveniji, pa se mi zdi, da to je res samo za čestitati. Zelo proaktivno se mogoče tudi vidi to, da ste bili na terenu in ste videli to stisko ljudi in dajmo hitro pomagati. To me pa predvsem zanima, ker te krize, zdaj so bile ujme,
imamo suše, imamo pozebe vsako leto in vedno pol nekako poslušamo, postopki tečejo, smo zaprosili, denar bo prišel. Ampak velikokrat denar pride prepozno. 1 leto traja. Tako, in me zanima, če se da tukaj narediti, kdaj bodo te kmetije, ki so zdaj utrpele škodo, tudi recimo pri Bukovnikih, ki je neka druga vrsta škoda, kako hitro lahko spravimo denar oziroma spravite denar do njih, če se da tukaj pohitriti. Vam bom probal na kratko razložiti, zakaj traja. Sej, a veste, zakonska podlaga je tudi zato, da moram še korak nazaj. Če si krščanski demokrat, torej politik, ki ima podstat, ideološko podstat družbeni nauk cerkve, potem vedno iščeš neko sintezo ljubezni in pravičnosti. Če je sam ljubezen, je ponavadi lahko bi rekel, nestrukturirano in prinese kakšne druge težave. Če je sam pravičnost, je to lahko trdo in bomo rekli odmaknjeno od realnosti. Torej, ti moraš iskati ne ravnotežje, ampak, morda bi kdo rekel ravnotežje, še več jaz bi želel sintezo ljubezni in pravičnosti. Zakonske podlage imaš ponavadi zato, da to zagotavljajo. Mi bi vsem pomagali, a je res. Vsakmu, ki se mu zgodi nesreča, bi mu takoj pomagali. In prav je, da je tudi civilna družba na tej ravni, solidarnostni ravni in to takoj priskoči na pomoč. To je naša vizija, da ljudje drug med drugim že uredijo v ljubezni. Država, ki ima pa pač skupna neka javna sredstva, mora pa poskrbeti tudi za pravičnost tega dela v javnih sredstvih. In zato imamo zakonodajo. In zakonodaja je zdaj trenutno tako napisana, da morda vseeno malo bolj gre preveč v smer pravičnosti, pa malo premalo v smer ljubezni. 1 leto traja, da se povrne škoda po naravnih nesrečah. Zakaj? Zato, ker se pač čaka na oceno statističnega zavoda, ki pride pa šele marca v letu za prejšnje leto, ko oni postavijo ceno pridelkov. In takrat ti lahko popisano škodo, ki je bila že prej popisana, šele ovrednotiš in začneš in imaš pravno podlago za povračilo tega. Zdaj, takoj, ko smo se s tem soočili, ker meni ni bilo jasno, zakaj 1 leto čakamo, ko so mi to razložili, smo takoj sodelavci že začeli iskati, zdaj iščemo predvsem v 2 smeri, kako bi lahko pohitrili to zadevo in to sem tudi obljubil vsem do sedaj. In bom tudi to obljubo držal. 2 smeri sta, to debatiramo tudi z kmetijsko zbornico, pa z ostalimi kmetijskimi organizacijami. In sicer ena smer je, da morda pridemo na oceno recimo obstoječega leta in jo kar uskladimo z stopnjo inflacije od takrat, ko pač je bila zadnja ocena narejena. To je ena varianta. Mislim pa, da še bolj verjetna je pa ta varianta, da naredimo oceno po obstoječem stanju, izplačamo nekje 50%, recimo, pa poračunavamo še, ko je leto okrog. Jaz mislim, da bomo našli eno rešitev, ki bo šla malo bolj v smer ljubezni, hkrati bo pa tudi še pravična ostala. Je pa vedno problem, a veste, pri teh poračunih za nazaj, to smo videli pri covidu tudi, ljudje so zelo nezadovoljni, če morajo potem kaj vračati ali pa morda pri poplavah so bile zelo slabe izkušnje. Ja, veste, in tu je treba biti izjemno previden. Toliko pa sem že izkušen, pa sodelavci, da tu ne bomo šli v neko rokohitrstvo, ampak bomo poskušali najti rešitve, ki bojo delovale in ki bojo potem tudi sprejemljive, da ne bojo novih stisk. Veste, nočeš pa novih stisk povzročati. Zdaj pri Bukovnikih in podobnih situacijah, požari, strele, neke druge katastrofe, plazovi in tako naprej, imamo nek sicer premajhen fond, glede na trende, za pomoč po izrednih dogodkih na kmetiji. Vam povem, da to je tudi bilo že leta neusklajevano, ne z inflacijo, ne z ničemer, in je bil recimo ob oddani vlogi in oceni potem pristojnih služb, je bil maksimum pomoči zdaj na 7.000 evrov. V redu. Spet ni nič,
ampak hkrati pa ni to nekaj zelo veliko. Tako da tu smo zdaj vsaj osnovno šli nasproti. Takoj sem dal nalogo, da določimo malo višji znesek, zdaj je maksimum 10,000 evrov, bomo videli, kako bo naprej. Ne? Ampak sem pa vesel, ker pač, tako kot sem rekel, vsega ne more država narediti. Država naredi svoj del, ostalo pa tudi ljudje, pa solidarnost med njimi. Ne? Ja, sej, to pa mislim, da je ena res zelo lepa vrednota Slovencev, da solidarno, ko pridejo težki časi, znamo stopiti skupaj in res naredimo tisto pravo pot. Samo vse pozivam, da ne berejo komentarjev na družabnih omrežjih. To je postalo že res grozno. Se strinjam. Ker drugače pa vero v dobro v ljudeh pa nisem zgubil, zato ker vidim, da se takoj odzovejo. Ne? In da to je v bistvu tista prva pomoč, ki pride pa takoj. Ne? Ko ljudje stopimo skupaj, je akcija. Ja, videl sem pri Bukovnikih, pa videl sem pri kmetih tudi v domačem kraju in okrog po Sloveniji, ki so rekli, živi smo. Ne? To je bila velik blagoslov, da pravzaprav res niso te ujme terjale življenj, tudi gor pri Bukovnikih, ne? Potem lahko gradiš naprej in rekli so, hvala Bogu, da smo živi in hvala Bogu za vse, ki nam pomagajo. Ne? Še v najmanjšem. Tudi če prijo sam dobro besedo reči, pa otroke malo razvedriti. Včeraj je bilo meni najprej malo nerodno, pa smo se pa tudi, sem videl, da jim zelo pomagajo. Prej so bile tudi solze, moraš znati ljudmi tudi jokati, ne? Ampak hkrati smo se pa pol tudi nasmejali. Pa sem rekel, upam, da so rekli, nam to zelo, zelo zdravilno deluje. Ne? Smo se tudi nasmejali, smo se malo šalili. Je bil to šok in travma. Ja. Jaz moram reči, da me je to kar blagoslov slišati vse to, da so tako močni, pa da se bo to postavilo nazaj. Njim res želim vse dobro, da te vere v dobro in upanja, pa te moči ne zgubijo. Si pa želim tudi, da bom lahko konec leta rekla, hvala Bogu, uspelo nam je pri akcijskem načrtu, torej oziroma ne pri akcijskem, pri strateškem načrtu. Akcijski je del strateškega, brez njega ni. Predvsem pri tem finančnem delu, ne? Ker to, kar se nam zdaj dogaja... Ker prekrižal roke, ja. Zaprta del. Boste rabili, ker prihajamo, torej prej bil zagotovljen skupni denar za kmetijstvo, zdaj pa ga bomo dopovezali s kohezijo in bo to zelo okrnjena sredstva. Že sedaj jih nekako sploh v tem razvojnem delu nismo imeli dovolj, sedaj pa se to dejansko slabo kaže, da bo karkoli drugače, no, tako da mislim, da je to že skoraj da dejstvo, da bo skupen fond. Je pa nekako, bili ste v Luksemburgu in tu se je Slovenija pridružila večini držav, na čelu z Avstrijo, ki temu nasprotujejo, ampak kot rečeno, no, komisija ne popušča. Kaj menite, bodo naslednji koraki? Kaj pomeni tudi to povezovanje s Francijo na tem področju? Ja, mi smo mogli takoj pragmatično svojo pozicijo prilagoditi, zato ker se je videlo to, kar ste rekli, da dejansko ne bo ločene ovojnice za kmetijsko politiko. In tu se je začela vzpostavljati ena skupina držav, ki zagovarjamo, mi smo se ji pridružili takoj potem, ki zagovarjamo čim večjo zamejitev, ali kako bi temu rekel, zaščito kmetijskih sredstev, ne? Sredstev skupne kmetijske politike napram ostalim. Saj ni samo kohezija, je tudi, mislim, da migracije, pa še nekaj drugih. Ne? In tu lahko rečem, da kar tudi v državah, kjer smo ministri iz politične družine Evropske ljudske stranke, smo si kar podobni, smo na približno istih valovnih dolžinah. In mislim, da tudi komisar razume, zakaj gre. Kaj je pa moj ključen poudarek pri tem? Ne? Jaz bom poskušal tudi s kolegico in z ostalimi kolegi ministri, s kolegico Moniko Kirbiš-Rojs, spregovoriti o tem, in to smo si bili kmetijski ministri edini ti, ki delimo to mnenje. Mi nismo v sporu ali pa mi nismo v vojni za ta sredstva s kohezijo, ne? Koheziji moramo predstaviti in celotnim vladam dejstvo, da če se vlaga v skupno kmetijsko politiko, je to dobro za vse vidike razvoja podeželja.
Saj to ni samo kmetijstvo, gre za razvoj podeželja in v bistvu, če bomo zamejili večji del sredstev za to skupno kmetijsko politiko, s tem ne ogrožamo kohezije in ne ogrožamo razvoja slovenskega podeželja v smislu infrastrukture in tega. Ampak samo še poskrbimo, da lahko mi skozi kmetijsko politiko in politiko razvoja podeželja pač poskrbimo predvsem za ta vidik. To bo moja naloga politična, to bo naloga nas ministrov. Na evropski ravni bo pa zdaj naša naloga pritiskati na komisijo, kar že delamo, da se vseeno, in tu se kaže nek pozitiven razvoj, da se poviša kvota sredstva. Je pa dejstvo, da bolj ko smo razviti, manj sredstv prejemamo. In v tem smislu bo pač treba to realno sprejeti. Zato vama pa govorim tudi o tem, da bomo poskusili narediti nabor ukrepov, manjši nabor, z bolj učinkovitimi ukrepi in mislim, da lahko cilje še veliko bolje zasledujemo. Je pa to, a veste, ena izmed realnosti, ki sem jo leta 20, ki je bila največje presenečenje zame. Ko vstopiš v vlado kot minister, v bistvu postaneš borec za svoj sektor v smislu financ. To je velikrat ena najbolj zahtevnih nalog. In potem pomaga, če je vlada vsaj politično sorodna, ker se vseeno najdejo pol rešitve, ki so v korist razvoja celotne družbe. Zdaj, ko ste ravno omenili vlado, kako bo predsednik vlade gleda na to področje, torej na sredstva za kmetijstvo, koliko bo tega namenjeno? On mora gledati celovito. Tudi mislim, da, kakor sva do zdaj o tem razpravljala, on prepušča, da se čim več dogovorimo na ravni ministrstva oziroma medsektorsko. Kar se mi zdi tudi prav. Vodja potem poseže ali pa pomaga samo tam, kjer se pač na nižji ravni ne morejo zmeniti. In enako delujem tudi jaz. Treba je pustiti nižjim ravnem, da se dogovorijo ali pa da uredijo čim več je mogoče. Tako da v bistvu verjamem, da bomo mi z ostalimi ministri dejansko našli načine, da uskladimo že prej, da ne bo potrebno pol na ravni vlade to malo bolj težavno pol usklajevati. Samo še eno, to je bil ta finančni del. Zdaj me pa sam čist na kratko, povedali ste že vsebinsko, se bodo zmanjšali ukrepi, manj jih bo, ampak časovnica je res tesna. Do konca leta to oddati, materije je pa to, ne vem, če si kdo to predstavlja, koliko je to ukrepov, koliko je to podaktov, koliko je to vsega in svašta tam notri. Kako si predstavljate to časovnico? Kdaj mislite, da bo prvi draft SKP-ja že lahko na mizi? Bomo videli, glede na to, da je res zahtevno, pa da vseeno imamo še mi ogromno dela z prevzemanjem šele sploh, ker še, kot sem rekel, ni zaključena niti primopredaja in imamo kar nekaj izzivov, finančnih, kadrovskih, organizacijskih. Ne bom obljubljal, da bo to zdaj čez poletje narejeno, čeprav že delajo ljudje na tem. Ampak bomo za vse bomo poskrbeli v roki, zato ker imam izkušene ljudi tudi v ekipi, ki že vejo, ki so že pripravljali strateške načrte in ne bo ogroženo to. Je pa zanimivo, mogoče še en utrinek iz Luksemburga zdaj, da so mi kolegi ministri drugih držav, s katerimi morda niti nismo tako neposredno povezani, rekli welcome back Slovenija. Ni vas bilo 4 leta zdaj. Torej imamo ogromno za nadoknaditi navzven in navznoter. Bomo nadoknadili, že zdaj so videli, recimo tudi z intervencijo na velike zveri, ki je Romunija iznesla izziv z rjavimi medvedi. Sem se jaz nepričakovano odzval in zelo podprl in tudi iznesel slovensko težavo. In so videli, da je zavel nov veter, da je prišla nova smer in da bo zdaj najprej kmet, najprej človek in potem vse ostalo, da ni prostora za aktivizem. Tako da tu bomo poskrbeli tudi s pravočasno pripravo strateškega načrta. Ne bomo zamujali, pa ne bomo pustili na cedilu vseh, ki pač to potrebujejo.
Ja, ogromno je bilo povedanega. Hvala. Ogromno bi še lahko in upam, da se še kdaj vidimo na tem mestu. Veseljem, če boste povabili. Ja, kar sem jaz najbolj slišala, je res ta, da je v ospredju človek, kmet in ugled poklica kmeta, da če bomo to pravzaprav premaknili stopničko više v celostnem smislu, kar vse to zajema, kar se tiče tako financ kot vsega ostalega, da nas čakajo lepši časi v tem smislu in si to želim za slovensko kmetijstvo, še posebej, a ne z vašimi besedami, skupnost, povezovanje, teren in tudi ožanje fokusa kot del te strategije. Ja, ali pa prioritiziranje. Ja, tako. Kaj dati na ko vodiš, je to nujno, ne? Ker vsega pač ne moreš enakovredno obravnavati. Drugače pa moj pokojni prijatelj Ivan Rebernik se je letos poslovil, je vedno rekel, vedno je premišljal in tuhtal in duhovno je pa vedno rekel, bodi odgovor. Se mi zdi, za politika to pomeni imej rešitve, a ne? Tistih, ki so vprašanje, je že tak dovolj pa preveč, ne? Bodi odgovor. In želim pač svojim političnim delom biti odgovor za kmetijski sektor, kar je pač v naših močeh, to lahko naredimo, a ne? Ostalo se bomo pač mogli odzivati in narediti najboljše v danih situacijah, ki pač se vidita, na katere nimamo vpliva, ne? Vedno. In jaz vam kot človeku želim, da boste imeli dovolj kapacitet za vse to, da se bo to poslanstvo lahko uresničilo in podpore. Ja. Hvala lepa. V bistvu 2 stvari, no. Zelo mi je bilo všeč ta zadnji del, ker smo tudi, moram reči, kar pogrešali ta bruselski parket, pa naš glas v Bruslju tudi pri zelo pomembnih temah. Ne vem, v tem mandatu se je Mercosur sprejel, recimo, pa smo zelo pogrešali močnejši glas Slovenije proti temu, takšne stvari, no. Tako da res zelo pozdravljam, da smo nazaj, no. Da se bodo stvari začele spet sprejemati, oblikovati v dialogu, da bomo kmetje slišani. Ne samo, da se nas bo poslušalo, ampak da bomo res slišani. Točno to, ne sam dialog, Tako. ampak tudi vključevanje. To je pomembno. In to mislim, da mi je bilo zelo všeč, ko ste rekli, da bi radi šli na teren, da bi radi doživeli dejansko to kmetijsko življenje, ker tam boste dejansko najbolj slišali kmete. Eno so te formalne mize, ki si marsikdo mogoče ne upa toliko povedati, kako dejansko je. Če pa boste šli za en dan na kmetijo, pa verjamem, da se vam bo odprl še en nov svet v ta kmetijski sektor, ki je zelo lep, zelo zahteven, ampak jaz vedno rečem na koncu, da je vreden. Tako da, če si želite obirati jabolk, mi bomo začeli nekje septembra, druga polovica septembra. Lepo vabljeni. Vas z veseljem sprejmemo. Imam že prvo vabilo. Drugače pa Anja in Darja, da bojo tudi tisti, ki nas spremljajo, vedeli, a ne? Jaz nisem čisto neizkušen z kmetijstva. Pomagamo pri tastu, kolikor je pač v naših močeh, včasih več, včasih pri tastu pa taščijo, ne? Imata na Koroškem eno tako, lahko rečem, srednjo kmetijo, a ne? In tam je kar precej dela. Vem za vaš hobi drva, ne? Ja, to tak ali tak. Ampak v redu, tudi ostalo, ne? Sta bila oba zelo presenečena že takrat, ko sem začel recimo hoditi s Klavdijo, ne? Sem vedno, ne glede na to, pa tudi kasneje, ko sem bil minister, poslanec in vedno, ko pridemo tja, se jaz preoblečem in gremo pomagati. To je Klavdija tudi navajena, ne? Tam ne pridemo na luksus, ampak gremo pomagati delati, kjer se pač da, ne? Tako da zdajle bomo šli konec tedna, ker je ena poškodba je prišla malo vmes in bomo žlahta preskočili na pomoč in bomo delali silos, ne? Tako da bo treba tudi pomagati čisto neposredno. Tako da jaz z neposrednim delom na kmetiji imam kar nekaj izkušenj, pa že prej, kot mlad fant, ko smo se preselili iz bloka na podeželje, smo se veliko dobivali na eni kmetiji tam na Dobravi, nad Dravogradom in sem tudi tam spoznal že prve stvari. Pa enega sošolca sem imel, s katerim sva se dobro razumela v osnovni šoli,
zanimivo, zelo blizu Klavdijine kmetije, ne, pa takrat se še nisva poznala in on me je pa naučil čisto osnove, recimo z ročno koso kositi pa take zadeve. Janez Cigler Kralj, hvala za obisk, za vse te besede, vso vsebino, naj odmeva in predvsem naj raste. Hvala za vabilo.